Dober dan, iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Ja. Hrvaški premijer Ivo Sanader se je za izstop iz aktivne politike odločil v času, ko ima Hrvaška že brez tega dovolj težav. Ne samo, da so popušili v pogajanjih z Evropsko unijo, država se je znašla tudi v zelo slabem gospodarskem položaju. Kregajo se pa celo v Sanaderjevi, stranki HDZ. Hrvaški premijer je s svojim odstopom šokiral javnost in medije, na včerajšnji novinarski konferenci pa je kljub vsemu deloval precej skulirano. Poglejmo si ga. Šta me gledate tako? A? Šta? Uvijek me tako gledate. Novinari, vi dobro to znate, vozio sam uvijek u 5. brzini. Odgovorit ću odmah unaprijed i na moguća 2 pitanja. Prvo, Bogu hvala, nisam bolestan. I drugo, u javnosti se i nagađalo o mojoj mogućoj dužnosti u nekoj od europskih institucija. Priznaću, točno je da je bilo takvih ponuda, no nisam ih prihvatio. Sanader se ni odpovedal samo funkciji premijeja, zapustil je tudi funkcijo predsednika HDZ-ja. Kaj se dogaja? Kaj s tem človekom? Denis se je o prihodnosti hrvaške politike pogovarjal z novinarskim kolegom, dopisnikom hrvaške radiotelevizije HTV, a ni HRT, Damirjem Smrtićem. Mislim da se politika neće promijeniti ako ostane predsjednica vlade, odnosno ako bude predsjednica vlade Jadranka Kosor. Dakle, rekao sam, ona je najbliža suradnica, retorika će biti ista, neće se popustiti, vjerujem, slovenskim zahtjevima da se riješi pitanje granice, da se riješi pitanje Piranskog zaljeva, jer sve ono, koliko sam upoznat, ono što smatra po tom pitanju Ivo Sanader, takvog i mišljenja Jadranka Kosor. O Sanaderjevem odstopu znajo marsikaj povedati tudi na ljubljanskih ulicah anketirani Slovenci. Take napetosti, kot je on ustvarjal, in takih izjav, da ne bo več se strani Hrvaške. Ker so bile to grozljive izjave, tako kot da je vladar Balkana, ne Evrope. To je malo smrdi neki, spet njegova politika in tako pokvarjena, bi rekel. Medtem ko se na Hrvaškem ukvarjajo z odstopom premijeja, se v Sloveniji tako imenovani demokrati zabavajo z ustanovitvijo tako imenovanega parlamentarnega političnega mini sodišča za Gregorja Golobiča. Ja. Po besedah poslanca SDS Jožeta Tanka naj bi nova preiskovalna komisija pravzaprav razčistila afero Ultra Golobič. Kako se naglasi, nikoli ne znam. Golobič, resno sprašujem. Kukar ti paše v bistvu. Prav, to. Preiskovalni postopek je pač take narave, zato je preiskovalna komisija, zato bo sume, ki smo jih navedli, preiskovala, če se bo v svojem delu na osnovi zaslišanj, ki jih bo izvedla, dokopala do nekih novih podatkov, da lahko predlaga tudi širjenje preiskave. Namen tega pa je, da se ugotovi, oziroma potrdi ali zavrne suma. In če se sum potrdi, potem so pač neki eni postopki, če se pa sumi ovržejo, se pravi, da se sumi v preiskavi ne potrdijo, potem to pač pomeni nekaj drugega. In preiskovalna komisija ima to nalogo, in to vsaka. Predsednik Visokega zbora, Pavle Gantar, ima o novi preiskovalki svoje mnenje. Sam seveda ocenjujem, sem prebral to pobudo vsebinsko, in čisto na osebni ravni bi rekel, da se mi zdi res škandalozna in izraz neke zelo nizke politične kulture. Edini očitek, ki v tej obtožbi, v tej pobudi ni dan in ni naslovljen na Gregorja Golobiča, je ta, da se je rodil. Vse ostalo je notri in vsakor, vendar mislim, da ni skrbi. Mislim, da bo ta preiskava, če bo uvedena, seveda omogočila tako Golobiču kot zares, da končno lahko pokaže in dokaže nasprotna dejstva in to zadevo pač spravimo na nek način v normalno politično debato. Minister Gregor Golobič morda
luč me je čisto ne morem, oslepila me je, ne vidim. Morda, čakaj, minister Gregor Golobič morda z bodočim statusom osumljenega pa v nastajajoči komisiji pravi. Gospod Golobič, eno krajše vprašanje. Sveta, tudi za vas. Ne, samo eno vprašanje, da ne bi čakali. Ali mislite, da bo to eno manjše politično sodišče v državnem zboru, na katerem bodo preiskovali Gregorja Golobiča? Jaz se upravičujem, jaz imam samo to eno vprašanje, da ne bi čakal vso to sejo sveta. Verjamem, da bo zanimivo, ampak samo to me zanima. Ali vi verjamete, da je to politično sodišče državnega zbora, ki bo preiskovalo Gregorja Golobiča? Jaz verjamem, je vseeno, kdor zna šteti 2 + 2, si bo sam odgovoril na vaše vprašanje. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Včeraj je bil na jazz festivalu v Križankah večji orkestrski večer, ki ga je presekal fenomenalni Avishai Cohen. Sem prav prebrala? Ogrevali so nas Viva la Black, featuring Keith and Julie Tippett, Louis Moholo in Min Afrik Orkestra. Večer pa so zaključili domači big band RTV-jevci in gospod Paquito D'Rivera. Wow. Še vreme odpade danes, ni ga. Pejte nekam drugam pogledat, kakšen je. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti z mano.